To so mi moji starši že milijonkrat vprašali in kdorkoli me bo kdaj vprašal, ne me sprašavati, ker ne vem. Ne vem, zakaj ne grem v šolo. V bistvu smo poreden razred, bi rekli. Dosti klepetamo med poukom, tudi imamo žvečilne gumije dostikrat, nas učitelji večkrat tudi opozarjajo. Kdaj mi je dolg čas med tem, pa se mi ne da delati. Tako, če se kdaj utrmamo ali pa če se razjezimo, pa potem začnemo navajati drugim, da to jezo spravimo okoli sebe. Kdaj se zgodi pa, da se skregamo, potem pa se malo stepemo. Jaz jim vedno rad ponovim, ker je toliko govora o pravicah, da se pravica njihova konča tam, kjer se začne pravica drugega. In da je pravica skupnosti pred pravico posameznika. Pridejo iz razredne na predmetno stopnjo, pa jim morda malce porastejo krila, pa se počutijo, da si vzamejo to svobodo malce po svoje. Z čigumi mi se lažje sprostimo med pisanjem, bolj se skoncentriramo na pouk in zato nam je lažje. Klepetamo pa pač zaradi tega, ker nam včasih snov učitelji mogoče malo predolgo časa razlagajo in nam ne rata več zabavno, pa malo klepetamo. Pa se zgodi, ko en pihne, te pa drugi nazaj, pa gre vse to naprej. Tu vemo, da ni spoštljivo, ampak se mi ne moremo upreti temu, da bi klepetali. Vztrajno kršenje šolskih pravil privede do posledic. Ena je neprijetna razredna ura. Naš razrednik nikoli ni bil pač tako, da bi bil ful vesel, ker smo pač nagajali ali pa kaj, ampak nam lepo pove, da pač to ni v redu in da se treba poboljšati. Ko menijo mene, se počutim tako, da nisem jih prav naredil in se ne počutim jih dobro. Ne smemo več, da če bomo še ful to delali, da bomo to dobili v zgornjo krepe pa tako. Je boljše, ampak se tudi pol kdaj še enkrat zgodi ponovno. Probam te probleme gledati tako, da sem tudi jaz včasih bil malo bolj žive narave, sem kakšno v špiču. Zato je razrednik sprejel predlog učencev, da kdaj razredno uro namesto opozarjanju na kršenje pravil posvetijo petju. Ta pesem sem jo tudi jaz predlagal, ko ta pesem meni skoraj da najljubša. Tudi pojemo na razrednih urah, nič ne pomaga, glih sem pesem, ko mi je lepo poslušati. Da pač gremo iz tega, ker se dogaja tu slabo, sam je bilo. Potem malo se razveselimo in gremo veseli ven.